če sem popolna, se ta dogodek ne bi ponovil ali pa ne bi sploh zgodil. Da občutek je tak, da umiraš. Tok ti srce bije, da misliš, da boš imel infarkt. Misli ti govorijo, da bo tako za skoz in ti pa takrat narediš pač zaključek, da tako, če bo šlo to še naprej tako, da pač boš umrl. Ni vedno rešitev iti stran, pa reči, pustim to službo, pustim ta odnos. Včasih nam je še vedno v interesu biti del te situacije, ampak se lahko pa osredotočimo na to, kako mi s tem stresom upravljamo. Lepo te pozdravljam v podcastu Zadihaj, kjer se na preprost in razumljiv način pogovarjamo o duševnem zdravju. Danes gostim Vido Igličar, grafično oblikovalko in ilustratorko, pisateljico, glasnico pomembnosti skrbi za duševno zdravje in navdušenko nad samorefleksijo. Pogovarjali se bova o paničnih napadih, notranjem otroku, ki ga imamo v sebi, o perfekcionizmu in minljivosti. Predvsem pa se bova potrudili, da ponudiva čim več koristnih informacij o tem, kako si lahko pomagaš. Te izhajajo iz Vidinih dragocenih in močnih izkušenj, ki jih je zapisala v bogati in zares lepi knjigi Vse je v redu. Seveda bo Vida z veseljem odgovorila tudi na vprašanja, ki ste jih zastavili sledilci profila Mašto, ki stoji za podcastom Zadihaj. Vida, dobrodošla pri nas, v naši dnevni sobi, v našem podcastu. V svoji knjigi dovoliš globok pogled v osebne zelo močne izkušnje, nekako v svoj zelo intimni svet, in razkriješ ranljivost v tem kar trdoživem svetu, ko moramo biti močni, uspešni, hitri. Zakaj si se odločila za to razkritje? Jaz ne vem, če sem se planirano odločila tako naprej, a ne. Jaz sem pač pisala najprej zase, v bistvu čisto pač sama iskala neko rešitev v tesnobi in ob tem, tekom tega procesa zapisovala te svoje občutke. Tako da se nisem takrat, ko sem pisala, nikoli obremenjevala, to bo nekdo bral. Kar se mi zdaj je bilo super, ker sicer bi absolutno bile ali neke maske, ali absolutno nisem vedno v razpoloženju, ker bi se mi zdelo, da sem pripravljena vse to deliti. In pol malo pred izidom, oziroma malo preden smo šli v tisk, sem se res zavedla, oziroma tako, ko pol bereš še stotično nazaj knjigo in včasih sem tako razmišljala, oh my god, kdo bo to zdaj vse bral, a ne, res je veliko ranljivosti noter. In sem se takrat ustrašila, a sem pripravljena na pač vse odzive, a ne, na pozitivne, na negativne. Jaz vem, česa je bilo mene takrat najbolj strah. Jaz sem se leta spraševala za ene stvari v svojem življenju, ki so se zgodile, če sem kriva tudi jaz. In kaj, če bo nekdo prišel, ki bo rekel, ja, ti si kriva. Sicer ne vem, kdo bi šel to reči, ampak pa če bi šel nekdo reči, ali pa bi rekel nekaj drugega, kar bi meni spodbudil to prepričanje, se mi zdi, da bi mi bilo težko. Še zdaj bi mi bilo težko. Takrat pol sem se nekako odločila, da verjamem v to, ker sem videla tudi, kako so meni osebne zgodbe drugih pomagale, da pa je pač nek potencial v tem, da res iskreno deliš in svoje vzpone in padce. In zdaj, ko je knjiga zunaj, ko se to lepo prodaja, ko res dobim veliko lepih odzivov, danes sem najbolj pomirjena s tem, da sem se odločila za to pot. Jaz predlagam, da najprej nasloviva temo paničnih napadov, o kateri pišeš. Kako si jih doživljala ti in kako bi opisala simptome paničnega napada, kako jih pri sebi lahko prepoznamo? Ja, meni se zdi pomembno to razlikovati, kako jih en pri sebi, ali pa da se ne govori kar na splošno, oziroma vsaj jaz ne moram govoriti na splošno, zato ker nisem pač nek psiholog ali psihiater, ki bi imel pogled v veliko ljudi. Lahko povem pa pač svojo izkušnjo, se mi zdi, da tudi, ko sem pol s kom drugim govorila o teh simptomih, so povezljivi, niso pa pač vsi čisto enaki. Moji so bili vedno na obeh nivojih, tako na telesnem kot na pač mentalnem, in te telesni so bili
ta pritisk v prsih, pa tako kepa v želodcu, pa potne roke, čeprav v bistvu hladne, ful mi je srce vedno začel hitro biti, pa tako močno sem ga čutila. To so bile neke te telesni simptomi. Misli so mi pa takrat šibale nenormalno hitro in vedno so bile te misli katastrofične. Meni se je zdelo, kakor da sem prvič doživela panični napad, enkrat pri 16, pa pol 10 let kasneje pri izgorelosti, ker obakrat nisem vedela, zakaj se gre, in so bile takrat pri izgorelosti pol zelo prisotne te misli med napadom, da to bom umrla in da se mi bo zmešalo, kar sem pol brala, da je zelo značilno, ko ne vemo, zakaj se gre, da mislimo pač. Da je občutek je tak, da umiraš, toliko ti srce bije, da misliš, da boš imel infarkt. Misli ti govorijo, da bo tako za skoz, in ti pa takrat narediš pač zaključek, da tako, če bo, da če bo šlo to še naprej tako, da pač boš umrl. Zdaj, mogoče bi na tem mestu izpostavila, obstaja en tak SOS o paničnih napadih, in ravno to, o čemer si govorila, se pravi, pomembno je, da se zavedamo tega, da od tega ne bomo umrli, ker je zelo podobno tudi kakšnim srčnim infarktom simptomi, da se ne bomo zadušili, da se nam ne bo zmešalo. In četrtič, da je nekako to lahko naš najboljši prijatelj, ki nas opomni, da mogoče malo bolje pogledamo vase in v ta izvor simptomov, ki se nam pojavljajo, tako da si zelo lepo opisala. Zdaj, jaz imam eno izkušnjo osebno, ko sem bila ob osebi bližnji, ki je doživljala panični napad. Jaz takrat tega nisem poznala in nisem prepoznala, čutila sem nemoč, nisem znala pomagati. Je mogoče kak namig, kak pa prepoznati recimo simptome kot opazovalec? To bi v bistvu jaz tebe vprašala. Jaz nisem bila pa nikoli ob osebi, saj ne da bi vedela, ki je doživela panični napad, in jaz zdaj pri sebi znam zelo dobro vedeti, vem, da ne gre za kaj drugega kot za panični napad, se ne ustrašim več, da bom doživela srčni infarkt ali da bom umrla, se zavedam te razlike med počutim se, da sem v nevarnosti, ampak v resnici nisem. Ampak kako, če nekdo drug zraven tebe doživlja panični napad, se pravi, ti zdaj ne veš, niti on ne ve, znaki so taki, sum je pa tudi na srčni infarkt. Kako takrat veš, da pa ne gre za srčni infarkt? Jaz sem kar spontano poklicala urgenco, ker so mi potem pomagali. Se mi pa zdi, da mogoče s tem vprašanje, ki je bilo naslovljeno, je bilo bolj v tem smislu, se pravi, kaj je tebi pomagalo kot odziv od tvojih bližnjih, kadar je bil kdo zraven, recimo. Ja, to mi je pa vedno pomagalo, če je bila druga oseba mirna in da mi je druga oseba sem dala v bistvu vedeti, da ona pa ni prestrašena in da bo ostala tam z mano toliko časa, kakor bom rabila, da se pomirim, ker panični napad slej ko prej vedno mine in se pol počutiš veliko boljše. Se pravi, ne, da se takrat v tisti stiski ne sprašuje, kaj se dogaja, pa zakaj toliko skrbi, ker pač zato je čas pol kasneje. Ja, to je zelo pomembno. Ne pa takrat v tisti paniki, takrat meni najbolj res sem pomagala bližina, včasih tudi v tišini. Sem pač, da sem vedela, da je nekdo tam, da če bom karkoli rabila, da mi bo ta oseba pomagala. To je to. Krasno. Ja. Še ena pomembna tema, o kateri pišeš in deluje zdravilno, kadar se soočamo s paničnimi napadi, ta radovednost do tesnobe, do straha, ki ga čutimo, lahko o tem poveš kaj več? Ja, ta radovednost je bilo pa nekaj, kar sem jaz v bistvu odkrila pač tekom tega procesa soočanja s tesnobo. Jaz sem takrat brala knjigo Unwinding Anxiety od dr. Brewerja, kjer noter v bistvu on razloži, kako mi sploh tvorimo navade in kako v bistvu, da začnemo se skrbmi oziroma z nekim planiranjem odzivati na občutke tesnobe, je v bistvu neka navada, ki jo mi vzpostavimo. In če bom poskusila to zdaj tako čim bolj poenostavljeno razložiti, se pravi, ko se mi recimo
Ali pa neka izkušnja, enkrat dobimo neko lepo sporočilo neke osebe in mi zdaj prijemo ta telefon v roke, ok, tisto sporočilo preberemo in se počutimo dobro. In naši možgani dobijo informacijo, da če ti primeš telefon v roke, se boš počutil boljš in pol recimo v nekem trenutku, ko se ne počutiš dobro, ti možgani rečejo, daj vzem telefon v roke, pa se boš mogoče počutil boljš. Pa se pa na neki točki zgodi, da v bistvu, ker mi živimo veliko časa na avtopilotu, da mi ne zaznamo več, da v bistvu pa, ko ti primeš telefon v roke in pol si 15 minut na telefonu, se sploh ne počutiš več boljš, ampak ti tega takrat ne zaznaš in se v bistvu začnejo tvoriti neke avtomatske navade, ki niso več nujno dobre in to sem jaz začela pol opažati, da sem jaz tako, ko se je v meni zbudila tesnoba, sem jaz začela skozi skrbeti naprej. Kaj če bo to, pa delati neke scenarije v glavi. In sem mislila, da mi bo to dalo občutek kontrole in da se bom zaradi tega boljš počutila. Ta avtor pa v knjigi pove, da je treba v bistvu možgane skozi čuječnostjo naučiti, da sploh začnemo opažati, ko se mi skrbmi ali pa ne vem, na nek način odzovemo na tesnobo, da res preverimo, a se ob tem počutimo boljš ali ne, enak s telefonom, ko recimo smo preveč časa na telefonu. In on pravi, da naši možgani iščejo nagrado v obliki dobrega počutja, in da če mi ugotovimo, da imamo vzpostavljeno neko navado, ki nam v resnici ne prinaša dobrega počutja, je lahko dobra zamenjava radovednost. Se pravi, da ko jaz občutam tesnobo in grem zdaj, moj avtomatski odziv bi bil, začnem nekaj planirati pa delati neke scenarije za naprej, lahko pa namesto tega se samo radovedno vprašam, recimo, sploh opazim, ta misel me je zdaj prešinila ali pa v mojem telesu zdaj občutam tesnobo. Kje v telesu to občutam? In začnem recimo ali raziskovati svoje misli ali svoje telesne občutke in da to poskušam delati brez neke krivde ali obtoževanja, ampak res samo s takim radovednim, odprtim pogledom, tako kot en otrok, ki raziskuje nek nov svet. Tako je meni v bistvu takrat res ta radoveden pristop pomagal, da sem se malo nehala ciklati in da sem opazila, da v resnici, jaz sem prej mislila, da to, da jaz veliko skrbim, da pač sem jaz taka po karakterju. Pa sem videla, da ne, vseeno je to tudi navada, ki jo lahko kultiviram ali pa pač se trudim prekiniti, če vidim, da mi ne služi več. In takrat sem se pa začela opominjati na to radovednost in res vidiš, da radovednost je pa zelo lep občutek, ne. Tako da mi je ta pristop, oziroma mi še pomaga, ne samo pri tesnobi, ampak tudi ta avtor veliko dela z ljudmi, ki si želijo nehati kaditi ali pa ki se čustveno prenajedajo, oziroma imajo na splošno mogoče nezdrav odnos do hrane, se pravi, da s to kombinacijo čuječnosti, da opažamo svoje navade in da ko pride do nekih nagrad, ki niso več nagrade, ampak nam prinesejo slabo počutje, da takrat to zamenjamo z radovednostjo. Tudi iz najinega pogovora lahko vidimo, kako je človeška duša zares kompleksna. In dejansko te vsebine, ki se jih zavedamo, predstavljajo le vrh ledenika, če si ga predstavljamo v oceanu, vse ostalo je pod gladino nezavedno. In en del tega je tudi notranji otrok. Gre za v bistvu vsebine, ki jih razvijamo v odnosu s svojimi pomembnimi drugimi, najpogosteje starši in svojimi sorojenci v otroštvu. In je del nezavednega, ki predstavlja strahove, skrbi, stiske, ki smo jih doživeli od najzgodnejših let in pa tudi tiste lepe izkušnje, ki jih doživimo. Jaz čutim res hvaležnost ob tem, da si ohranila to že prečrtano poglavje v svoji knjigi, Kdo je tvoj notranji otrok, je naslov. In se mi zdi res pomembno za razumevanje in sprejemanje teh svojih ranljivih, odrinjenih delov. Kaj je ta notranji otrok zate? Jaz sem dolgo časa mislila, da je, jaz v knjigi delim eno to izkušnjo medvrstniškega nasilja, ki se je zgodila, ko sem bila stara 9 let, in jaz sem dolgo časa mislila, da je ta notranji otrok, ki ga jaz odrivam, ta
verzija mene, ki je bila obrekovana in ki je bila v bistvu nekako sramočena. Pa dobro, saj se mi zdi mogoče še vedno to tudi del notranjega otroka. Ampak jaz sem se tukaj zelo postavljala, se mi zdi včasih tudi v vlogo žrtve. Pol sem pa tudi tekom procesa pisanja knjige v bistvu videla, da je mogoče ta moj notranji otrok v bistvu verzija mene, ki se je zgodila preden se je zgodil ta dogodek, se pravi, preden se je zgodil to obrekovanje, ker tista verzija mene je bila dosti bolj sproščena, še ni imela te želje po kontroli in ta del sebe, sproščen in tak igriv in nekontroliran, v bistvu sem imela večji problem v življenju ta del sebe sprejemati. Tako da bi rekla, da je bil mogoče bolj to ta moj notranji otrok, ki je mogoče potreboval mojo pozornost, jaz pa tega dela sebe nisem hotela videti ali pa sprejeti. Si se pri tem raziskovanju skozi proces psihoterapije srečala tudi s kakšnimi odpori, mogoče obrambami, se pravi priti do notranjega otroka, do male Vide? Se mi zdi, da ena obramba je bila velikokrat, da pač, če mi je kdorkoli omenil, a ne te vaje z notranjim otrokom, da sem bila tako, ne, to ni zame. Vedela sem pa, da se je tam vedno, če sem se jaz predstavljala sebe tako pred 9 leti, je bila vedno tako prisotna neka taka žalost. Nisem vedela, kako se počutim do te verzije sebe. Zdelo se mi je, kakor da zaradi te izkušnje medvrstniškega nasilja, da je bilo nekako mi odvzeto eno sproščeno otroštvo od takrat naprej. In se mi zdi, da dolgo časa tega pač nisem hotela videti. Da sem se tega izogibala. In potem, ko si srečala malo Vido, kakšno je bilo to srečanje zate? Najbrž se je večkrat zgodilo, ampak en tak večji ali pa pomembnejši trenutek je bil, ko sem gledala ta film Stuc, kjer v bistvu ta igralec Jonah Hill je s tem svojim terapevtom in tam v bistvu ta njegov terapevt ga skozi film vodi do tega stika. In jaz se spomnim, ko sem ta film gledala in sem pač sledila vprašanjem, ki jih je terapevt postavljal njemu in pač dala na pavzo in sama nekako zraven delala ta proces. In takrat se mi zdaj prišel en tak velik trenutek, ko sem videla, v bistvu je ta moj notranji otrok tista nekontrolirana verzija sebe. Ampak takrat na srečo sem pa že dala toliko skozi ene psihoterapije in sem že vedela, da ko delamo take stvari, moramo biti res izredno nežni do sebe in prijazni. Tako da takrat se je pa pol odvil en tak lep proces, ki se mi zdi, da je bil zelo zdravilen in na nek način očiščujoč, da sem pač znala videti en ta del sebe in kakor slišati neka sporočila, ki jih je ta mala Vida, ki bi mi jih mogoče dala, pa jih jaz dolgo časa nisem hotela slišati. In ta sporočila so v bistvu bila, da pač ne se toliko kontrolirati in ne toliko planirati. To iskanje kontrole je bil pa moj obrambni mehanizem, ki sem ga od takrat naprej v bistvu razvila in se zelo zatekala v to kontrolo in se mi je dolgo časa zdelo, da je to dobro, da kontroliram vse in da pač sem taka, ki rada ima stvari v svojih rokah. Ta notranji otrok mi je pa govoril, da je okej tudi biti sproščen, pa spontan. In si to dovolila, ne? Ja, se moram še zdaj opomniti včasih. Se pravi, to še vedno ni moj tak spontani odziv, da bom spontana pa igriva, ampak se prav včasih v kakšnih situacijah, kjer vidim, da me pretirano pelje v to planiranje, se takrat spomnim, ne, pač je tudi nek drug del mene, ki je tudi lep in ima neko, je smiselno, da ga uravnotežimo. Lepo naj to popelje do naslednjega vprašanja. Kakšen je danes tvoj dialog z malo Vido? In tudi vprašanje, ki smo ga zate dobili od sledilcev na Instagram profilu Mašto, je zelo povezano s tem, kaj bi danes rekla mlajši Vidi, ki je šla skozi zasmehovanje, izgubo ljubih oseb, Vidi, ki je izgorela.
do te verzije sebe, ki je bila zasmehovana, to bi si vem, da sem si tudi takrat tega zelo želela in bi pač zdaj sebi rekla, da ni tako važno to, kaj drugi govorijo o tebi, ne? Da pač tvoja vrednost je drugje in da tudi če se zgodi, da nekdo o tebi reče nekaj slabega, da to ne zaznamuje tvoje vrednosti ali pa tvojega življenja za naprej. Pol verziji sebe, ko so se dogajale te izgube in smrti bližnjih, pa v bistvu ne vem, kaj bi si rekla. Če bi si rekla, da bo vse v redu, si po moje, mislim, da takrat ne bi verjela, ne. Ampak mogoče to, da ja, enkrat s časom pa bo v redu in da ta bolečina ob izgubah se res s časom pač se zmanjša in ni več toliko težka in ni več toliko prisotna v vsakem trenutku dneva. Tej verziji pri izgorelosti, kar pa spet ni toliko časa nazaj, bi pa rekla, da malo bolj počasi. Tudi s tisto bolniško še danes se mi zdi, da sem si vzela čas za bolniško, ampak še vseeno sem se čutila pod nekim pritiskom, da moram iti kmalu nazaj delati, da moram biti kmalu v redu. Danes bi si rekla, da ne bi toliko pritiskala si časovno. Da pač da pride do izgorelosti, so ponavadi krivi neki vzorci, ki smo jih imeli vzpostavljene leta, ne. In pol ne moreš kar v enem mesecu ti spremeniti zdaj tega svojega delovanja, ki je toliko podzavestno že. In ja, si je treba vzeti čas takrat, da se sestaviš nazaj. In je izgorelost tudi povezana lahko s perfekcionizmom, kar je najina naslednja tema. In sicer ta nagnjenja razvijamo že v otroštvu kot prepričanje, da je naša vrednost pogojena z dosežki in ustrezanjem standardov naših pomembnih drugih, se pravi staršev, običajno. In otrok ponotranji, vzame za sveta sporočila staršev ali drugih pomembnih oseb. Ta prepričanja prenesemo tudi v odraslost in jih na najrazličnejše načine potem živimo v odnosih. Kaj je zate perfekcionizem in kje so njegovi zametki pri tebi? Jaz vidim pri sebi perfekcionizem, da se je nekako oblikoval kot obrambni mehanizem. V dveh fazah, bi rekla. Prva je bila ta po zasmehovanju. Sem jaz začela verjeti, da če bom popolna, ne bodo mogli slabega govoriti o meni in ne bo prišlo do te izgube kontrole, kako drugi z govoricami vplivajo name. Skratka, se je postavila neka taka enačba, če sem popolna, se ta dogodek ne bi ponovil ali pa ne bi sploh zgodil. Drugi del se mi zdi, da se je pa formuliral pol pri izgubah, se pravi, če sem popolna, če odreagiram popolno, ne bo prišlo do občutkov krivde, mogoče celo ne bi moji bližnji umrli, čeprav to res ni neka enačba, ki bi lahko povezal. Ampak ja, to so bile takrat moje misli. Neka predstava, ki sem si jo jaz dala v glavo, ki sem jo vedno lovila, ampak nikoli je ne uloviš, ne, tega perfekcionizma. Jaz vidim perfekcionizem nekako kot dvorezni meč. Se pravi, na eni strani lahko motivira k uspešnosti in na drugi vodi do izčrpanja, nas obremenjuje in povzroča težave v odnosih. V kakšni vlogi je bil pri tebi? Se pravi, kje ti je pomagal in kje ti je škodoval? Jaz bi sigurno rekla, da en del perfekcionizma pri meni je bil tudi to, da sem imela vedno visoka pričakovanja do sebe in željo po visoki storilnosti, kar je prineslo svoje rezultate. Sem šla študirati v tujino, že takrat dobila nagrade, prišla domov, smo pol z agencijo prejemali številne nagrade za projekte. Že to, da sem se lotila knjige, se mi zdi, da to vse so stvari, ki
Seveda se niso zgodile samo zaradi perfekcionizma, ampak deloma pa sem prepričana, da je to tudi zasluga tega, da sem se gnala oziroma se. Kje je bila pa ta negativna plat perfekcionizma? Bi pa rekla, prav izgorelost je mogoče en tak največji pokazatelj. Se pravi, sem takrat preden sem šla pol na bolniško, jaz sem lahko delala cele dneve, oziroma najprej pač delovnik v agenciji, pa pol popoldne za svoje naročnike, pa za vikende sem delala recimo knjige. In meni se še vedno zdelo, da to ni dovolj. Da jaz nisem dovolj uspešna ali pa dosti dobra. In to je pač, se mi zdi, da je sigurno perfekcionizem v nas, ki nam govori, da ni nikoli dovolj dobro. In negativna plat tega je, da se jaz v sebi takrat velikokrat nisem počutila dobro, čeprav sem dosegala rezultate, pa so bile nagrade, pa so bili dobri projekti, ampak se ob teh nagradah ne znaš ustaviti in se pohvaliti in uživati sadove svojega dela, ampak velikokrat takoj vidiš naslednji korak, kaj moraš še narediti. Kako po tvojih izkušnjah iz tega nezdravega perfekcionizma? Jaz bi rekla prvo, da sploh opaziš, da si nagnjen k temu in da vidiš perfekcionizem v taki luči, kakor je, tako kot si ti prej, se mi zdi zelo lepo rekla, dvorezen meč, prinaša dobro in prinaša slabo. Se pravi, če hočemo ta pretiran perfekcionizem malo zmanjšati, bo po vsej verjetnosti oboje se bo malo zmanjšalo, malo moramo znižati to tendenco potem, da bo kar vse popolno. Ampak bomo pa s tem tudi večkrat bili zadovoljni v življenju, se meni zdi. Tako da ja, prvo bi rekla uvideti perfekcionizem, pa vedeti oziroma mogoče tudi razumeti, zakaj se sploh zatekamo k temu. Pol so pa meni zelo pomagale misli, kot so recimo, da je boljša dobra knjiga, kakor popolna, ki ostane na tvojem računalniku, oziroma ta, za katero planiraš, da jo boš naredil popolno. In meni je bila tukaj zelo lepa izkušnja, ko sem delala svojo prvo knjigo, ta spominski album za stare starše. Takrat je bil meni še zelo prisoten perfekcionizem, tako da vem, da takrat bi se znalo zgoditi, da ta knjiga ne bi nikoli prišla ven, samo zato, ker nikoli ni bilo dovolj, skozi bi lahko bilo še boljš. In pol, ko toliko časa delaš, meni si že vmes kot ilustrator, ko je stil zamenil. To pomeni, da pol moraš iti vse še enkrat, ker pač seveda pa mora biti stil usklajen čez celo knjigo. Je pa takrat v tistem obdobju potem zbolel moj star ata in ko je bil on bolan in v bolnici in smo vedeli, da pač bo po vsej verjetnosti kmalu umrl, takrat sem videla, ni cilj knjige, da bo popolna, ampak cilj knjige je, da bo pač neka hvalnica tem odnosom in želela sem si, da bi jo ata tudi videl, dokler je še živ, in takrat daš z lahkoto perfekcionizem na stran. In se osredotočiš na tisto, kar je res pomembno, in ni pomembna neka perfekcija, ki tebe zaradi nekih obrambnih mehanizmov žene, ampak se spomniš na vrednote, ki jih s svojim delom zasleduješ, in veš, da pri temu pa pač ni nekega. Jaz pri uresničevanju vrednot pa ni me gnal perfekcionizem. Takrat sem vedela, delam knjigo iz pravega razloga, iz dobrega razloga, in da bom zadovoljna, če bo knjiga izdana. Tako da ta izkušnja mi je bila in mi še vedno je tako lepo vodilo, če me kdaj preplavijo neki vzvodi, da bi pa iskala nek perfekcionizem. Jaz bi mogoče dodala še to na koncu, da je dovolj, da je okej dovolj dobro. To je ena taka misel, ki vodi mene. In zdaj tukaj sediva in se pogovarjava dve ženski mlajših srednjih let. Morda bo za koga nenavadno, a spregovorili bova tudi o minljivosti. Se mi zdi, da na najrazličnejše načine skrbimo za ohranjanje mlajšega videza, da ne kažemo svojih let, da ohranjamo super fit telo v svoja pozna leta. Kako si ti z minljivostjo? Skozi izgube si bila zelo zgodaj soočena s tem. Ja, mene je minljivost
se nisem nikoli toliko ukvarjala s tem v smislu staranja telesa, ampak v smislu odhajanja in izgubljanja bližnjih. Jaz bi rekla, da sem se zaradi tega, ker sem bila zgodaj soočena z izgubami in z minljivostjo, in v bistvu ne samo z minljivostjo v smislu visoke starosti, ampak pač kaj se zgodi, ko nekdo mlad umre, ker se ti zdi, da je res, se mi zdi, da za vsakega človeka, tudi če umre v lepi starosti, je še vedno občutek, da je umrl prezgodaj, ampak ko nekdo umre, ki je pač res v mladih letih. Tako da jaz sem se zaradi teh izgub od nekdaj zavedala minljivosti in to, da ni samoumevno, da sploh dočakaš lepo starost. To, da mi je mogoče zaradi tega, pa ne, da sem imuna na svoje staranje, ampak mogoče en del mene se malo bolj zaveda, zaradi tega, ker enim mojim bližnjim ni bilo to dano, da je to, da se staraš, v resnici res privilegij. Ne doživijo vsi tega. Lahko zaradi tega bolj polno živiš? Bi rekla, da ja in ne. Bolj polno glih iz tega smisla, da se zavedaš, da se mi zdi, da včasih živimo, kakor da bomo, ne vem, živeli do 90. leta. Jaz sem se zelo zgodaj zavedala, da to mogoče ni nujno, in potem začneš prej uresničevati neke svoje velike želje. Tudi to, da sem šla pisati knjigo, se mi zdi, da veliko ljudi si reče, ja, enkrat v življenju bi rad napisal knjigo. Jaz nisem to odlašala, da bom stara, ne vem, XY let. Mogoče tudi zaradi tega, ker pač kaj pa, če ne bom prišla do tja, pa ne, da bi toliko veliko razmišljala o tem, ampak se mi zdi, napisati knjigo ni treba čakati, da si ne vem koliko star. Tako da iz tega vidika živeti polno, ja, mi je ta minljivost me je usmerila v to smer, ampak po drugi strani pa malo ti pa tudi odvzame življenja. To vsa ta skrb. Se mi zdi, da del mojega tega intenzivnega obdobja s tesnobo, tudi takrat je bila korona, pa začela se je vojna v Ukrajini. In jaz se spomnim enega trenutka, ko sva s fantom bila v mestu na kavi. In v meni je bil takrat je bilo glih, ja, zelo ta začetek vojne v Ukrajini, in v meni je bil zelo prisoten močen strah, da bomo zdaj vsi kar kmalu umrli. In jaz se spomnim, kako sem gledala ljudi in sem razmišljala, oni se prav ne obremenjujejo s to smrtjo, ne. Tako mi je bilo zanimivo, tako da to, da sem pa zgodaj nekoga izgubila, je pa mi prineslo tudi kar nekaj enih skrbi, tudi ta občutek in strah, kdo bo naslednji, ki bo umrl. Ti pa odvzame nekaj enih mogoče sproščenih trenutkov tudi, no. Kaj bi rekla, kateri so tvoji smisli življenja? Odkar sem se s knjigama podala malo na to pot ozaveščanja o duševnem zdravju, bi sigurno rekla, da je to en velik smisel, ki ga čutim, in sem zelo hvaležna, da ga imam priložnost živeti in uresničevati. To ozaveščati o tem, koliko je pomembno, da skrbimo za svoje duševno zdravje. Širiti to sporočilo, da v stiskah nismo sami in da je smiselno o tem govoriti na glas z bližnjimi ali pa s širšo skupino ljudi. To se mi zdi en del, ki je tako vezan bolj na, bi rekla, ta posloven del oziroma ustvarjalni. Pol en drug del je pa iskati sama pri sebi notranji mir pa zadovoljstvo, ki ga pa zdaj res, to dvoje pa zdaj res uresničujem na enem takem širokem spektru aktivnosti in tako v odnosih kot v športu, v naravi. Ja, se mi zdi, da vsekakor odnosi so pa mogoče tista ena druga stvar oziroma najbolj pomembna stvar pa pri osebnem življenju, kjer ne vem, če bi temu rekla uresničevanje smisla, ampak tam se mi zdi, da vidim največ neke vrednosti, ki jo lahko damo v življenju. Zelo lepo.
Vida, jaz imam zate pripravljenih še nekaj vprašanj naših sledilcev na Instagram profilu Mašto. In prvo je, prosim za priporočilo za poljudno knjigo in kako dobro serijo. Za poljudno knjigo, zdaj že kar mesec ali pa dva, vedno omenjam od Sabe Tahir All My Rage, se mi zdi drugače, da ni prevedeno v slovenščino. Se pravi, ta je tako v obliki romana. Ne vem, a je to poljudno, ali bi moglo biti poljudno nekaj iz področja psihologije. Mislim, da je to okej. Okej. Ja, da. Pol serije sem pa jaz včasih tega veliko gledala, trenutno sem bolj v knjigah. Serija bi mogoče še vedno priporočala, čeprav je že malo stara, ta Big Little Lies, ki je bila zelo v odnosih, pa dobro muziko je imela. Pa Ted Lasso, se mi zdi, da sem malokrat omenjala to serijo. Tudi ni več toliko nova, no, ampak se mi zdi fina, tudi o odnosih. Pa tudi malo, pol proti koncu je bilo tudi nekaj o paničnih napadih in tesnobi, sicer pa ni vezana na to tematiko, no. Kaj narediš, ko se ti v mislih pojavi negativna misel ali skrb? Trudim se jo opaziti. Zelo tako lepo vajo v tem sem imela, se mislim, da lahko poveva, da bi to mogli snemati že en teden nazaj, a ne, in sem jaz zbolela, tako da zdaj sem še malo prehlajena in ko ležiš v postelji in se slabo počutiš telesno, takrat imaš veliko časa opazovati svoje misli. Tako da imam eno tako svežo epizodo, ko so bile prisotne skrbi, a ne, in ojoj, a zdaj bomo odpovedali snemanje, pa ljudje so bili že vpleteni, kdaj se bom boljše počutila, ker to planiranje, a bo to zdaj neka enotedenska bolezen, a to bo en dan trajalo. Se pravi, prvo je opaziti te misli. Pol pa zdaj, če je neka skrb, meni pomaga včasih pač pogledati, kaj je v mojih rokah, da lahko glede te skrbi kaj aktivno naredim, da bi si mogoče skrb zmanjšala, ali pa nek slab scenarij v prihodnosti, ki me skrbi, da bi pač poskrbela, kar je v mojih rokah, da se ta scenarij ne zgodi. Pol pa skoraj vedno je pa nek del, ki pač ni v naših rokah. Recimo to, koliko hitro se bom jaz zdaj pozdravila, ne moram nadzorovati, ne, lahko delam, kar je v moji moči, da tisti dan skrbim zase. Takrat pa pol usmerjati svoje misli k sprejemanju in spuščanju. K sprejemanju tega, da pač na ene stvari nimamo vpliva in da zaupamo, da se bojo odvile v redu. Kateri poziv za pisanje dnevnika bi priporočila nekomu, ki se s pisanjem šele spoznava? Meni pri pisanju dnevnika je ponavadi vedno zelo tako steklo. V smislu samo, kar razmišljam, to začnem pisati, tako da nisem imela tako nekih ciljanih iztočnic. Ampak in tudi meni osebno najbolj pomaga to, da ko pišem dnevnik, samo pač prosto pišem, kar se mi dogaja v glavi, da malo vidim, kakšne so moje misli. Ampak če kdo želi to bolj strukturirati, ali pa da mu ni toliko lahko samo preliti iz misli na papir, je meni ena zelo lepa vaja pisati o stvareh, za katere si hvaležen. To pa v bistvu, ko sem jaz delala ta izziv 100 dni za boljšo mene, takrat sem jaz si v bistvu dajala, kar sem pol za nazaj videla, jaz sem pač pisala vsak dan dnevnik in vsak dan sem si odgovorila na 3 vprašanja. To je bilo, kaj sem tisti dan naredila bolje, če se zaradi tega kdo boljše počutil in če mi je to dejanje prineslo kakšna nova spoznanja. In to se mi zdi tudi, če se ne lotimo tega 100-dnevnega izziva. Recimo, da se zdaj lotim pisanja dnevnika, pa ne vem, o čem pisati, lahko si isto vprašanje zastavim za svoje zadnje dejanje, ki sem ga naredila, ker se mi zdi, da je bilo dobro, da sem se dobro odločila in se lotim tega, kaj je to dejanje bilo, kako sem se ob tem počutila, a mi je to dejanje prineslo kakšno novo spoznanje, ne vem, zakaj sem se ob tem dobro počutila, bi rada to dejanje delala še naprej, pa so mogoče lahko to iztočnice za neko odkrivanje svoje zavesti. Sem tudi jaz dobila zdaj eno spodbudo. Hvala.
Kaj lahko posameznik na dnevni ravni naredi za preprečevanje stresa in dosti povezano vprašanje, kako se spopadaš s stresom, ko ti kakšna stvar ne gre najbolje? To pri stresu se meni zdi zelo fino res poudarjati. Velikokrat tudi zdravniki se mi zdi včasih rečejo, če imaš neke simptome, je treba zmanjšati stres. Ampak tukaj jaz vidim dve stvari, ne. Eno je zmanjšati stres od zunaj, nad čemer pa nimamo vedno toliko vpliva, ne. Se pravi, a smo mi v neki službi, ki je stresna, a smo mogoče v nekih odnosih, ali je nekdo bolan, ni vedno rešitev iti stran, pa reči, pustim to službo, pustim ta odnos. Včasih nam je še vedno v interesu biti del te situacije, ampak se lahko pa osredotočimo na to, kako mi s tem stresom upravljamo. Drži. Tako da pri tem upravljanju stresa se pa meni zdi pomemben ta telesni del, se pravi poskrbeti, da dobro spimo, se dosti gibamo, zdravo jemo. Jaz sem ob soočanju s tesnobo dodala poleg teh treh stvari še čas za meditacijo oziroma čas za neko tišino ali pa tudi mogoče praznino v urniku, da vidimo, da smo takrat res v stiku s seboj. Drug del je pa ta psihološka odpornost oziroma kako mi v glavi dojemamo stres. A se znamo potem, ko ta stresna situacija mine, da se in telesno in umsko umirimo, ne da naš telo kar ostaja skozi v tem stanju boja ali bega. Tako da meni je tudi to neko tako vodilo, ki ga skušam čim večkrat vpeljati čez dan, da bi si tekom dneva vzela po par sekund in sam preverila, jaz velikokrat tako napenjam ta del okoli vratu, pa ramen, da to sprostim skoraj vedno, ker na to pomislim, ugotovim, da imam delno zakrčene te mišice, tako da to sprostim in da naredim par globokih vdihov in počasnih izdihov. In to se mi zdi en tak mini check-in, kje si, kako se počutiš in da če si takrat malo pod stresom, da se umiriš in da preveriš, a lahko ta stres zmanjšam notranjo, se pravi, da bo moj odziv manj intenziven, ali pa mogoče celo, a lahko kako si situacijo okrog sebe naredim, da mi bo manj stresna. Ne vem, a sem odgovorila zdaj na obe vprašanje. Si in hkrati tudi na naslednje vprašanje, ki je bilo, kako prepoznati stres, sploh če gre za na primer za bolj prikriti stres. Ja, jaz opažam to najbolj pri teh osnovnih stvarih, se pravi, če začnem slabo spati. Takrat, če slabo spim, skoraj vedno pol nekaj čez dan ni okej, ali je preveč stvari, ali me preveč stvari skrbi. Če si ne vzamem časa za šport ali pa za prehrano, je tudi skoraj vedno pokazatelj, da, ker so mi to stvari, ki so mi pomembne, se pravi, si želim za to vzeti čas. Če si ga ne uspem, je mogoče nečesa, imam mogoče preveč stvari na svojem planu, pa bi bilo smiselno to malo zmanjšati. Se mi zdi pa res pomembno biti v stiku s seboj, da ko pride stres in, se pravi, jaz pri spanju opazim, nekdo drug ne bo lahko recimo skozi dobro spal in ne bo to nek pokazatelj, a je pod stresom. In je pomembno sebe najprej poznati in vedeti, kateri so naši triggerji, kje se pri nas pozna, jaz še zdaj ne vem, to, da sem zdaj zbolela, je bilo to tudi malo, da sem imela v preteklih mesecih veliko obveznosti in dopuščam možnost, da je tudi zaradi tega. In biti v stiku pol s svojim počutjem, kje smo, kako nam niha razpoloženje in da če pride do nekega upada v počutju, pa da to traja dlje časa, da to ne pustimo, da to kar traja, ne, ampak pač da vzamemo stvari v svoje roke in da naredimo, kar lahko. In zadnje vprašanje naših sledilcev, na kakšen način na dnevni bazi skrbiš za svoj dih? To, kar sem prej omenila, da si vzamem čez dan neke te po par sekund. Ta check-in. Ja, ta check-in. Trudim se čim bolj redno meditirati in se mi zdi, da skozi to meditacijo takrat sem najbolj v stiku z dihom, imam pozornost tudi usmerjeno na dih. Tako da ja, to neke formalne prakse in te kratki intervali čez dan. Vida, bi nam, prosim, za konec podelila še, kaj je v tvoji škatlici duševne prve pomoči? Spanje, gibanje,
prehrana, ta čas za tišino. Te stvari se mi zdi, da so, jaz jih zato rada poudarjam, ker to se mi zdi, da je vedno v naših rokah. Ker seveda je pol tudi imeti dobre odnose, pa uresničevati nek svoj smisel. Ampak to se mi zdijo tako že bolj dolgotrajni procesi, pa pride tekom različnih obdobij v življenju lahko do večjih razlik. Medtem ko za to spanje, gibanje, prehrano in dihanje se mi zdi pa, da lahko vedno v vseh obdobjih za to poskrbimo, da je kvalitetno. Vida, od srca hvala za ta zelo prijeten, globok pogovor in ker si dovolila, da še za odtenek bolj vstopimo v tvoj svet, v tvojo dušo. Hvala lepa in vse dobro. Hvala tebi za povabilo temu projektu in vsem poslušalcem, ki se nam bojo pridružili. Podcast Zadihaj ustvarjamo z namenom, da vzameš od tega kaj koristnega zase. Upam, da je bilo danes tega kar največ in te vabim, da se nam pridružiš v naslednji epizodi.